Okay. Hi. Hej, smo? Se že snima? Ok. Moja trenirka in jaz smo ready. Au. Dobro, ljubice, moje drage. Že dolgo časa nisem naredila my favorites videa, tako da sem mislila danes zbrati različne izdelke, od make-upa, oblačil, izdelkov za lase, še kaj? Dodatkov in tako naprej v en video. Tako da danes se vračamo nazaj na tiste old school videe, torej my favorites. Upam, da boš uživala in dajmo se kar lotati in poglejmo, kaj lahko stresam iz rokavov. Če gledaš moje Instagram storije, pol veš, da sem se približno en mesec, oziroma niti ne en mesec nazaj, 2 tedna nazaj skoraj ubila z likalnikom. Imela sem star likalnik, delala sem si kodre, v enem trenutku je prišlo očitno do kratkega stika, kabel je vrgel po zraku, zacvrčal je, mi scvrl srajco in mi naredil rano na trebuhu, ok? Tako je bilo kar scary. In tisti likalnik seveda sem vrgla stran. Tako da od zdaj naprej delam kodre z novim Remingtonovim kodralnikom za lase, ki je the best thing ever. Te kodri danes so stari nekje 1 dan in pol, pa še zmeraj izgleda po mojem mnenju čisto super. Tako da, ko jih pa narediš sveže, frišne, je pa tako, kot da si prišel direkt iz frizerja. Ne rabiš biti nek strokovnjak za frizuro, ampak res samo vzameš pramen, še enkrat dajmo. Vzameš pramen, navijaš okol, še rokavica pride zraven, zato da se ne opečeš, torej res poskrbljen za varnost. Spustiš po praktično 3-4 sekundah in dobiš perfekten koder. Tako da navdušena nad mojim kodralnikom in mogoče tudi o enem prihajajočem tutorialu naredim oziroma pokažem, kako ga uporabljam in z njim ustvarjam kakšno super frizuro. Yes. Ok, šivamo naprej. Naslednja zadeva sta 2 paleti, ki sta me očarale in začarale. Prva je Milani Metallic paletka. Gorgeous paleta, veliko jo uporabljam. Najbolj funkcionira, sploh te metalik senčke, funkcionirajo najbolj kar s prsti. Gre za izredno pigmentacijo, zelo kremasta, hkrati pa gre za zelo take jesenske barve, tople barve, zlata, potem ta bakrena, rdečkasta, ki je zelo popularna to jesen. Super luškana paletka še enkrat in nimam pripomb. Še ena paleta vredna omembe je od youtuberke Charlie Bible, a ne Anže, če bi njega vprašali. Charlie Bible je svetovno znana youtuberka. Prišla je ven s paletko 10 oziroma 14 odtenkov, to je njena prvotna paleta. In zdaj je prišla ven z večjo izdajo, ta zgornja vrstica je v bistvu dodana na novo, torej nove senčke, novi odtenki in pa hkrati obdržala vse klasične, ki jih najdemo torej v tej prvotni paletki. Senčke v tej paletki so zelo hvaležne za ustvariti različne make-up looke, ne samo da so noter mat senčke, so tudi shimmery, te svetli toni in potem tudi malo bolj dramatični, temni toni, torej za večerne make-up looke. Tako da splošno ena cute paletka, zelo kvalitetna in ja, to sta nekje 2 paleti, ki sem jih jaz največ uporabljala in jih uporabljam zadnje dni. Yes. Naslednja stvar je random stvar. Gre za vatke iz Hoferja. To pride, torej dvojno pakiranje, mislim, da stane nekaj več kot 1 evro, 200 vatk je noter. Gre pa v bistvu za to, da sem hitro ugotovila, da so to ene najboljših vatk, ker nekatere vatke so take, da se scufajo. Torej, kad daš micelarno vodico ali pa nasplošno vodo, losjon, karkoli gor, ko potegneš, se naredijo take nitke in pol ti gre to na trapalence, na oči, v oči, zelo nadležen, evo, še po zraku so. Hoferjeve vate so čvrsto skupaj, vlakna so nekako drugače očitno oblikovana, ker s čimerkoli jo zmočeš, torej to blazinco, to vatko, ne razpade in se ne začne cufati. Recimo tudi, če s prstom pobrišem oziroma pomažem po tej vatki, ki ni fajn, ki ne odgovarja, in potem isto naredim po Hoferjevi vatki, če primerjam, ta se je dejansko zgubala in nagubala, dočim Hoferjeva je ostala skupaj, ni popustila, torej vlakna so veliko bolj čvrsto povezana. Cool vatke, ne cool vatke. Hofer, top.
Gremo še malo na cune. V oktobru sem šla v shopping s svojim friendom Kristjanom. Prečesala sem, mislim, da kar cel BTC in našla res ekstra malo stvari, ampak našla sem pa vse nekatere, ki so ekstra cute. Med drugimi je tale rdeč pulover iz New Yorkerja s takim visokim ovratnikom, zato da zaščiti tudi grlo. Mislim, da je grlo lih največkrat tako po zimi, po jeseni na udaru. Spredi je malo daljši kot zadaj. Tako sem vestila, da sem našla en tak klasičen pulover. Je ful mehek in tako res lepo pride na hlače. En rdeč kos je iz spletne trgovine Missguided. Tako da sem jo zagledala, sem rekla, yes, give it to mama. Gre za tak španski vibe s temi rožami. Ramena pridejo odprta. Te volančki naredijo celotno zadevo tako romantično. Ta cute srajčka je bila malo več kot 20 €, tako da dokaz, da ne rabi biti Gucci, pa je še zmeri ful hudo in ful lepo in ne rabimo Guccija, ne punce. Naslednja super stvar, sicer nisem uporabljala veliko, ampak je prišla prav enkrat in sicer gre za Essensove kapljice, ki potemnijo podlago. Torej dodaš svoji podlagi, ki je presvetla, 1, 2, 3 kapljice, odvisno od potrebe, primešaš s čopičem in dejansko, ker so ekstra temne, potemnijo celotno podlago. Ekstra cute ideja, sploh zaradi tega, ker verjamem, da smo se že vse kdaj zakalkulirale in kupile presvetlo podlago, tako da na ta način lahko torej narediš svojo podlago dovolj temno in to je to. Naslednja stvar je od Moroccan Oila suhi šampon za temnolaske, torej Dark Tones. En najboljših suhih šamponov, kar sem jih jaz uporabila, ne samo zaradi prijetnega vonja, ampak tudi, ker pride malenkost temnejši, torej ne pride tist ekstra bel. Še zmeri je bel, recimo tokle, ampak ga potem, ja, veliko manj kot navadni, klasični, ga čist lepo učešeš noter, tako da se res ne rabaš matrati, ker ni v bistvu tiste klasične beline kot pri ostalih suhih šamponih. Kar je fajn, glede na to, da imam toliko temne lase in bel suhi šampon nikakor ne pride v poštev zame. Poleg tega ima pa ta suhi šampon ekstra prijeten vonj, tako kot vsi pravzaprav Moroccan Oil izdelki. Diši tako neverjetno dober, tako da je na nek način tudi parfum za tvoje lase. Tako da na ta način pridem jaz čez teden. V bistvu včasih umijam lase tudi samo enkrat, ostale dneve pa posežem po suhem šamponu, zato da preprečam tist masten videz las. Toplo priporočam mojim temnolaskam, ne boste razočarane. Naslednja luštna in super stvar so tele cute ženstvene ure znamke Cluse. Sama jih nosim od tega poletja, ko sem jih tudi prvič, v bistvu sem sploh slišala za njih in jih našla. Gre za v bistvu zelo elegantno, klasično in enostavnega dizajna uro. Poleg tega ima pa vsaka ura Cluse možnost, da ta pašček samo s pritiskom v bistvu flikneš dol, takole, in ga zamenjaš z drugim in na tak način v bistvu izpade, kot da imaš več kot eno uro, čeprav v resnici imaš eno uro, pa samo zamenjaš njeno obleko. Tako da totalno inovativno in luštno in super in cute. Še zadnja stvar je izdelek za obrvi. Gre v bistvu za super enostaven izdelek za uporabo, ima taka vlakna. Edina stvar, ki mi ni všeč, je, da v bistvu padajo ta vlakna vse povsod potem. Tako da jaz ta izdelek ponavadi dam na en servetek, zelo previdno tole zvlečem ven, da vlakna ostanejo noter. Potem je pa zelo fajn, zaradi tega, ker samo z enim potegom ali pa dvema največ v bistvu narišem svoje obrvi, tako da je zelo hitro, je ekstra pigmentirano, tako da sploh za tiste punce, ki nimamo izrazitih obrvi, ta vlakna se oprimejo zelo dobro teh dlačic, tako da izpadejo obrvi, kot da so bolj košate, bolj poudarjene in tako naprej. Jaz potem rada vzamem še en tak ozko prirezan svinčnik, samo v bistvu za ta natančen priris obrvi na začetku in praktično s to metodo in s tem izdelkom imam svoje obrvi narisane v manj kot pol minute, obe. Tako da, I love it. Mater, skoraj sem ga razbila. Ok, to je pa tudi vse za današnji video. Naslednji video bo en izziv, tako kot sem obljubila, en izziv na mesec vas čaka. In glede na to, da ta mesec še nisem posnela challenge-a, bo to naslednji video, kot sem že rekla. Ostanite čudovite
in do naslednjič. Ljubčke. Čus!